Ok, se pravi, zdaj smo že kar nekaj snovi obdelali. Hvala vam za vaše odgovore na kvizu. Tam smo še tehnične napake smo malo še zraven dodali, jasno, nismo vedeli, kdo je kaj izpolnil. Tako da tisti, ko ste izpolnili, če lahko prosim pošljete še ure, kdaj ste izpolnili, da vemo, da ste to vi bili. Tisti, ko še pa niste, pa še lahko pošljete. Zdaj smo popravili tehnično napako, tako da boste lahko. A meni ste poslali? Ja, še eno. Kdo še ni dobil? Kdo ne ve, o čem govorim? Ok, Uroš. Jaz ne vem, kam poslati, ker sem sam kviz. Ok, poslali smo kviz. Kviz za izpolniti v Google formu, pa zdaj ni bilo dobenega imena, zdaj se je sam poslalo, pa ne vemo, kdo je poslal. Ampak zdaj smo dali še ime, da vemo, kdo je poslal. To je kviz malo na to temo, malo smo iz tega skrijeli pa vprašanj, tako da se malo, potem rečemo mi, spiritualni fitness, za zdravljenje naše amnezije, smo rekli, ne? To je vse že v srcu, znanje je vse že v srcu, skušamo ga zdaj nekako stimulirati, da se prebudi. To je cela čar procesa bhakti joge. Prebuditi, pozdraviti amnezijo, ki je milijarde življenj, se pravi, nas preganja, oziroma nič nas ne preganja. Enostavno smo pozabili Krišne. Zdaj, če se spomnite, prejšnjič smo govorili o... Dobrodošel, Marko, dobrodošel. Srešnega pozdravga. Če se spomnite, smo nazadnje govorili o kakšni temi? Se bo spomnili? To je cel 7 dni. 150 ur nazaj smo govorili o kakšni temi. Druženje z bahtami. Ja, bravo, Klaudija. Haribo za Klaudijo. Haribo! Kaj smo govorili o združenju? Si kdo zapomnil kakšno stvar od druženja? Da je pomembna družba Bhakt. Da je pomembna družba Bhakt, bravo! Zakaj pomembna? Ker vplivamo nas zavedanje, torej duja, pač določene te vzorce, se pravi, potem nas navdušuje, potem je stabilen praktično, govor. Kam spada? Zelo vodnega transferja med Bhakti. Mi smo v transferu, v transakcijah, ne ravno finančnih. Neke še bolj močnejše transakcije smo rekli, ne? Transakcije vrednot, oziroma, če ne vemo, kaj vrednote pomenijo, bolj v smislu transakcija želja. S tistim, ko se intimno družimo, tam prije do prenosa želja. Njihove želje grejo v naše srce. In smo rekli malo mistično. Kako to se zgodi, vemo po simptomih. Ne toliko mogoče, kako se tehnično skotalijo. A se to skotalijo od spori zgor, ali gor, ali prek akaš, ali to paramatma prenese. To je zdaj več mehanizmov, katerem lahko gibamo. Izvoli. Samo eno vprašanje glede tega. Recimo, če ima nekdo željo, pa potem drugi to vzame, oziroma vzame to željo, a to vzame ali samo dobi isto željo? Podvojijo se. Ni, da je on zgubil željo, da je on, ko je imel željo, zdaj mu pa ta želja kar naenkrat izginila, ne, še verjetno ne. Dali smo primer, če se družiš s pijanci, postaneš iste sorte pijanca, ne, pa ne pomeni, da bo on ne bo pijanc ostal. Ja, šerajo se, duplirajo se. Prevagajo, pridejo na našo zavest, aktivno zavest, ne pozavest, ampak zavest.
ena od. Ok, še kaj? V zvezi z druženjem? Smo dali kakšno analogijo, slučajno? Skupni interesi. Skupni interesi? Ok, nisi bila pa veš, a? Skupni interesi se generirajo? Pač stvari več hobijo se da početi, stvari, ki se zanimajo. V bistvu ne počneš stvari, ki so ti odveč, oziroma to, da se ti družiš z drugimi pijanci, pa ti čutiš, da ne spadaš tja, pa še kar ostaješ tam, to je v bistvu tvoja nevednost, ne? Zaradi tega, ker pač veš, kam bi mogel iti, ampak ti ustrajaš tam, kjer pač ne vidim. Ja. Lahko je nevednost, ja, lahko je pa šibkost, mislim. Ni povezano. Energetsko prelečenje na podlagi karme, ki pač nosimo sabo od staršev ali pač preteklih življenj, oziroma življenj staršev. Lahko tudi, da nimamo izbire, da živimo enostavno. Nimaš izbire, si skozi službi pa tako. A se spomnite, kaj je razlika med intimnim druženjem in profesionalnim druženjem, pa neintimnim? Kdaj je katero? Ko smo rekli, da se pri intimnem druženju pride do transfera, je tako? To je osebni krog duš, s katerega se pač. Ok, kaj se stvari, ker jih, tam bomo pomagali, kateri 6 stvari definira intimno druženje z nekom? 6. Dajanje pa prejemanje kakšnih daril ali pa... Super, evo, 2 smo že tako rešili. S tistim, ko mi izmenjujemo darila, dajemo, pa sprejemamo, to je že kreiramo intimo. Pogovor. Hrana, se pravi hrana, med baktom pomeni prasanam, a ne? In? Še eno? Je to že rekel? Ja, da zaupne misli. Zaupne misli. Kaj bi lahko spadalo v zaupne misli? Realizacija. Razumevanje različnih stvari. Življenjska situacija. Življenjske situacije, ok. Recimo, da ste v službi, vi ste biznismen Uroš, evo. Kaj bi to pomenilo za vas? Vi se morate pogovarjati, vi se morate družiti, več ni biznisa, več ni kruha. Nič ni za položnice plačevati, če ne boste se družili, ne? Kako ohraniti profesionalni odnos? Se ne spuščaš na osebno raven. Da se spuščaš profesionalnega na osebno raven, oziroma da deluješ samo v sklicu tistega pač prostora, kakor je tam, ali? Zakaj? Ok. Se pravi, te 6, ko smo rekli, izmenjava daril, izmenjava hrane in izmenjava... Se pravi, intimne stvari pomenijo tisti, ko se tiče naših vrednot, ki nam definirajo naše vrednote. Vrednote nam definirajo naš življenjski stil, pa življenjske usmeritve, pa smisle. S tistim, ko to izmenjujemo, zdaj imamo pa, to je tudi en ful pomen, kaj bi rekel, eden je v negativnem smislu, se pravi, da mi dobimo od ostalih te vrednote, drugo je pa, da mi poskušamo vplivati na ostale. Kdo je nas navdušil? Nekdo, ki mi je verjetno... Nekaj, kar nas je potem zanimiralo, da smo, a ne? Lahko se zgodi tudi, da pač zaradi tega vpliva okolja pri nas začne Maja negativno vplivati in se imamo prav pametno, da je to Maja in da... Ja, v tem svetu je pač, da imamo pač družbo, ki nas pa nomadi poskuša degradirati. Mi živimo v bazenu, kjer so nižje energije, nižje gune, a ne? Potem pa nori nas, mi rečemo, da nas vleče dol, da nas hoče druge vrednote, imamo stik z drugimi vrednotami, ne? Se pravi, ena bistvenih pač karakteristik pa oziroma pozitivnih doprinosov druženja z bratom je, da nas inspirirajo.
za više vrednote, za više cilje, povezani s Krišno, ne? Povezani z ciljem. In cilj, a kdo moče ve, kako se imenuje cilj v sanskrtu? Kaj drugo ime za cilj v sanskrtu? Pa je prejočen. Tudi je, bravo, bravo, eden je prejođena, super. Še en drug, ki je pa povezan z današnjo temo, se pa imenuje sadja. Znaš, če je za sadjo? Nikoli, sadja. Sadja je tudi cilj, ki ga želimo doseči. In povezavi s tem, se pravi z sadjo, s ciljem, ki ga mi hočemo doseči. Kaj hočemo doseči? Mimo grede, kaj hočemo doseči? Zakaj smo? Dano služenje Krišni. Dano služenje Krišni? Pridemo nazaj v duhovni svet? Še kakšno cilj? Smo ga imenovali na različne načine. Čisti bakta, čista bakti. Kaj še? Ljubezen do Boga, ki se imenuje tehnično kako? Krišna prema. Krišna prema predajate. Pa še en izraz smo dali za naš cilj. Večkrat. Jackpot! Spomnite? Jackpot? Kaj je naš jackpot? Včeraj smo imeli eno sangico v zvezi s prenovo našega centra. Pa smo malo govorili o motivaciji, kaj bi bila prava motivacija za neko službo, karkoli, da nekaj narediš prostovoljno. Vedno najvišja, če ne veste, kje začeti, začnemo pri enem dnevu brame. Enkrat v dnevu brame se zgodi en dogodek, ki se imenuje, da pride na ta planet posebna oblika Krišne, ki se imenuje Šri Čaitanja Mahaprabhu. To je v bistvu Krišna, ki je prevzel razpoloženje Radhe. Radhe, vemo, je Krišnova notranja energija, energija ljubezni, ne? In enkrat v dnevu brame pride Krišna na ta način. To je enkrat v 8 milijardah 640 milijonov let. Oziroma enkrat v eni Kali Jugi od tisočih Kali Jug, Kali Jug. In v 453 Kali Jugi, ki se pride v 28, v 7, 28, to je 453 Kali Jugi, pride Gospod Čaitanja. In ta Kali Juga je Zdaj. 453 od tisočih je ta Kali Juga. To je takrat, kadar Krišna, izvorni Krišna iz Goloke, ki je izvor vseh inkarnacij, prva sveča, če spomnite tiste analogije s svečami, a ne? Prva sveča pride v Dvapar jogi, v prejšnji jogi, in takoj zatem v isti Kali jogi, ki sledi te Dvapar jogi, se pojavi Čaitanja Mahaprabhu. In to je bilo pred 535 leti. Kar se nam moče zdi, wow, 535 let, toliko daleč nazaj, smo že pozabili. Lahko tako gledamo, lahko pa gledamo v primeravi z 8 milijard 640 milijonov leti, pa ni tako daleč. In zdaj še malo naprej, se pravi, v 535 je bil Gospod Čaitanja, ki je dal proces in je dal hkrati razdev sadjo, cilj. Ta cilj je točno Krišna prema. In ne samo, zdaj imamo pa več sort Krišna preme. Več sort. Imamo v služabniškem odnosu Krišna prema, v prijateljskem, v starševskem in v partnerskem. In večinoma avatari dajo ponovadi služabniško Krišna prema. Mislim, prema do Gospoda. S prihodom Čaitanja Mahaprabhuja pa so na voljo še ostale tri. Oziroma, naha mantra, ki mi pojemo v tej dobi, v tej liniji po Čaitanji Mahaprabhuja, ki smo rekli, da je to Šrimati Radharani, ta maha mantra razodeva in dviguje živo bitje na najvišji odnos s Krišno.
ki se nahaja samo v najbolj intimnem delu duhovnega sveta, v najvišji sferi, duhovni svet je največji in imamo različne odnose, imamo so to služabniški, ampak v najvišjem, v najbolj malem goloki je Madhurya Krishna prema, se pravi je odnos s Krishno v partnerskem odnosu. To je Vrindavan. In ta Mahamantra, ki mi pojemo, upamo, da bomo enkrat čisto peli, brez žalitev, brez prebuja in dviguje živobitje v ta odnos. To se zgodi enkrat samo. Zdaj še ena stvar, ki smo jasno, to je zdaj tehnično, ampak da to dobijo nekvalificirana živobitja, to je pa zdaj, ker se nas dotika. Nekvalificirana. Ti priješ na ta nivo po regularni poti, se pravi z svojo čistostjo, svojo iskrenostjo, z svojim trudom, to traja, To so. Niti vsa struktura bhakt, ki je v managementu vesolnem, imamo polbogovi, ki urejajo vse letne čase, vse fenomene, ki imajo izkušnjo, od sonca naprej, sonce vemo je bhakta, Surya. Bhakta Surya, ki ima dolžnost, da ureja to. Pa imamo gospoda Indra, ki ureja dež, menedžira rajske planete, In vsi oni, ko imamo na severnici, so sami riši, so sami svetniki, modrici, ki skrbijo, da zakoni v univerzumu špilajo. Ki se imenujejo karma, ki se imenuje dharma, razne forme. To so fenomenalni bhakti. Niti oni, in do gospoda Šive, in do gospoda Brahme, ki je menedžer tega, CEO tega univerzuma, nimajo dostopa do teh sfer. In zdaj neki mi živo bitja, ko smo vzgubljeni v tem zboru, ne vemo, kam sami se bojo, kaj naenkrat dobimo takšno priložnost. Prvič, niti ne vemo, kaj smo dobili. Mi smo dobili, temu se reče v Vedah dobimo, imenuje se kamen modrijanov, Chintamani stone. To je kamen, s katerim se ti dotakneš, tako zlato se pretvori. In mi ga imamo, se pravi, da je takoj, ampak mislim kamenom zdaj, da razbijamo orehe, ne vem, zakaj ga uporabljali, da lahko s tem stvarmi bi lahko naredili marsikaj. Stvarno, mi imamo bhakti šolo, skušamo postaviti zemljevid, skušamo zastaviti, da je to resna zgodba. In ta vizija, se pravi, ta vizija je krovna vizija, in ta vizija je kadarkoli, tudi če ne zagusti, dajmo se spomniti, to kakšna šansa, imamo jackpot, težko je, težko. Bom se še malo potrudil. Ko pridemo skušnjava, notranja skušnjava, ki je naša pogojenost, naša karmična konfiguracija, ki je ni najbolj blesteča, želje, materialne, ono tisto, pa to ne ljub se mi, vse sorte imamo, je cela reč. Tako da sadja je cilj, ta cilj, ki je tukaj unikaten v tem situaciji. In jasno, predstavnik Čitanja Mahaprabhuja za to dobo, ki je polnomočen, da po tem planetu razširi, je Šrila Prabhupada. Šrila Prabhupada je prinesel vse to v obliki, da je lahko mi prebavimo. Če bi mi brali Vedanto sutro, pa vedeti, kaj bi jih zaspali. Nam je pa na takšen način enostavno, da mi lahko skapiramo celo. Mi lahko celo skapiramo. Ni nujno, da skapiramo, ampak lahko pa skapiramo. Z razlagami, z primeri, to na vseh načinih, In jasno hkrati podporo z aktivnostmi, kar je ful pomembno, z življenjskim stilom.
In zdaj proces oziroma aktivnosti, ki podpirajo dosega tega cilja, ki se imenuje sadja, se imenuje kako? Sadana. Ja. Sadana so aktivnosti, ki nas pripeljejo do sadje, do cilja. To smo zadnjič rekli, da je to zdaj današnja tema je sadja oziroma sadana. Kaj je zdaj ta sadana je? Kaj so te aktivnosti, ki ta veličasten cilj dosega? Pa ne samo, da ga veličasten cilj dosegajo, še en popust imamo, mi smo res... Vedje definirajo, da smo mi Bhagyavan Jiva. Bhagyavan pomeni ekstremno srečna živa bitja. Ko pride živo bitje stik z živo linijo prenosa transcendentalnega znanja, z živo linijo, vemo prav pati je živa linija, ne? Duhovni učitelji so živa linija do Krišne, ni dobenega vmes kot šlusa, dobenega kratkega stika ni vmes, ne? Rečeno je, ko živo bitje pride stik z živo linijo, že to že običajno živo linijo, se imenuje Bhagyavan Jiva, ekstremno srečna živo bitje. Da se ena čudovita primerjava, če lahko to s unikatno srečo ilustrira. Nekoč je v Indijskem oceanu Res je. Nekoč je v Indijskem oceanu plavala želva. Vemo, kako plavajo želve, ne? Ne vemo, da si misli. Plava in njeno plavanje je specifično. Plava ful kilometrov in pol, ker ni riba, mora kaj narediti. Zajeme sapo in spet plava. In zdaj se predstavljate eno situacijo, da v tem oceanu plava ena deska. Taka deska, takale, evo, taka, toliko dolga, pa toliko smenekova. Iz našega gozdova. Slovenski les. Malo grčev, ne? In v tej deski je ta grča, ki je zdaj v vodi, ta grčasta deska, ta grča je ven padla. Ker se voda napije, ima se razteza, drugače ima sonce in to ven padlo. In zdaj imamo to desko, ki ima tle eno luknjo. In to zdaj plava. Ne moreš se verjeti tudi po tem Indijskem oceanu. Ta deska isto plava. In zdaj si vi predstavljate. Imate desko, ki ima to luknjo, in zdaj imate to želvo, ki plava po tem Indijskem oceanu. In kaj se zgodi? Kaj se zgodi? Zgodilo se je, da je enkrat, ko je ta naša želva zajemala sapo, po teh, ne vem, koliko ima ta frekvenco, frekvenca, ne? Je se zgodilo to, da je ravno zajela sapo, ravno v tistem trenutku je nad njo bila ta deska in ravno, ne boste verjeli, ravno čez to luknjo je zajela, z luknjo v deski je zajela sapo. Kakšna šansa je, da se to zgodi? Tako. Da iščeš iglo. Pa se vidi eno oceano, veste, kaj zgleda ocean? To mi smo na Slovenskem Primorju, vemo, je kar razdalja, ne? Kar, če vrši na desko tam, pa je veter nosi, pa on valovi nosi, pa ta ima svojo pot, ta svoja želva. Koliko je šansa, da se to zgodi? Nič. Ne obstaja. Kakšna šansa, da živo bitje pride stik z čitanjem Mahabharata? Ista. Ista šansa. Nič. Ne obstaja. In mi smo želve z desko okrog vratu. Si predstavljate? V tem sobi je na milijarde živih biti. Isti, ko smo mi.
v drugih telesih. Bakterije, ono, to, tam, bacili, ta, virusi, ta. Upam, da ne COVID, ampak za ta. Človeška oblika je ekstremno redka. In mi smo za pusta, bomo imeli vsi deske. Bomo že vsi deske. Daj pust. Zdaj, kad je pust. Tuk redko. Za primerjavo, kaj se sliši? In to je definicija Bhagavan Živa. Živo biti pride stik v tem zaporu, v tem svetu. Ma se da zamišljiš. In sadhana se pravi, zdaj, ko imamo mi to razumevanje, ali pa saj teoretično, zdaj, kako to unovčiti, kako ta jackpot, kako to sadjo, ki smo jo nekako definirali, kako to unovčiti, to se imenuje sadhana. In zdaj bomo odprli naš znameniti vodnik po zavesti Krišne. Tisti, ko še nimate, bomo zdaj šerali. Tale. Tle. Ja, tle. Ok. Če ga nimate še na internetu, se vidi? Ok. Se vidimo razen teksta, ok. Kaj bom tole zdaj rešil? Skleda, da bo tole še enkrat odpreti, se opravičujemo. Tole ni bilo planirano, ali pa je bilo, se ne vemo točno. Na strani 23 imate. Da, treba tole še enkrat odpreti. Se opravičujemo za tole. V tem času lahko malo se spomnite te naše želvice. Ima čudovito vratnico iz slovenskega lesu. Slovenske. Lipe. Okay. Smreke. Smreka, ja, se smo vedeli, smreka, evo. Vidimo, če bo tole kaj zdaj. Open with. Bomo probali en drug reader odpreti. Ok. Se pravi, na strani 23 bomo... Dobro, tole ne bomo. Ok, mogoče pa tole delovalo. Vidimo 23. Se pravi, naslov podpoglavja je nujno sadhane. Se pravi, to, kar smo zdaj malo naredili uvod, bomo zdaj, kako avtor, njegova svetost Bhakti Vikas Swami predstavi v duhu Prabhupade. Kaj bomo še enkrat tole zdaj probali šerati, če se bo dalo. Ok, a se vidi? Zdaj se vidi? Ok. Bi prosil mogoče na internetu, če lahko vi mogoče, nekdo od vas prebere, par odstavkov, potem pa malo komentiramo. Se pravi, kdo javi, da ne bo...
Marjetka, se vi javite? Ok, hvala lepa, kak ste la hitra. Sem vedela, da bom zbrana. To je kot želvica, Okay. Hvala. Nujnost sadanja. Vsako živo bitje je po naravi zavestno Krišne. Zaradi vpliva maje, iluzije pa smo nanj pozabili. Sadhana je proces, s katerim prebudimo uspavano zavest Krišne. Lahko jo primerjamo z razvojem dojenčka. Dojenček v sebi že ima latentne sposobnosti hoje, govora in številne druge, ki s časoma in s šolanjem pridejo na dan. Sadhana je namenjena bhaktam, ki imajo resen namen spoznati Krišno in ki razumejo, da brez sadhane sploh ni govora o duhovnem življenju. Sadhana pomeni duhovna praksa. V bhakti jogi, zavesti Krišne, je sadhana usmerjena predvsem na poslušanje in petje v Krišni. To sta mogočna procesa, ki lahko očistita naša onesnažena srca in nas privedeta bližje Krišni. Ok, sam bom malo komentiral, da nam bo preveč. Se pravi, ena zelo spodbudna novica ali pa informacija vseh teh, kaj bi rekel, te diskusije ali pa karkoli tega izobraževanja je, da mi to že vse vemo. Mislim, to je spodbuda. Da ne rabimo mi to zdaj tlačiti z levo, desno, pa ne vem kaj. Mi kot duša, kot antimaterialno živo bitje, veliko 10 nanometrov v področju srca, to vse že ve. In smo rekli, to je stanje amnezije. Amnezija meni pozaba. Mi smo to pozabili, rekli smo, da je to pač plast malo debela. Ko smo rekli? 50 kilometrska plast. Bože mili, to je kar nekaj, ne? Ampak je v nas. Imamo pa pač proces, ki je strahotno učinkovit. In glavna stvar pri zdravljenju te amnezije je poslušanje in petje. Poslušanje o Krišni, pa petje o Krišni. Se pravi, poslušati pa govoriti o Krišni. Sta najmočnejša aktivnosti ali pa procesa joge, kaj obstaja to krasi. Niti ne, da daš nogo zabrati takole, da lahko ne vem, kako delaš telesno. Niti dobeno raziskovanje na Jožef Štefanu, niti dobeno parlamentiranje v parlamentu, niti Google, niti iPod, nič. Dobena stvar, ko se dogaja, niti da ne govorimo o fascinantnih močeh, ki imajo mistični jogi, pa NLP-ji, pa polbogovi, pa reci piši. Najmočnejša procesa za prebojanje amnezije je poslušanje pa govorjenje Krišne. Če bi tole izjavo mi si zapisali, sklesali v naše srce, ali v našo zavest, da bi te dve stvari počeli. In še ena stvar, mimogrede, duhovni napredek Vajšnave bhakte se meri ravno po tem. Koliko nekdo govori o Krišni, pa posluša o Krišni? Simple as simple could be. In vsa sadhana, vsi duhovni programi, vse je samo temu namenjeno, kako zgenerirati, kako, da bi mi to počeli. Krišna kata se imenuje. Govorjenje, oziroma kirtana mislim. Kirtana pomeni slavljenje. Slavljenje Gospoda. In šravana pomeni poslušanje. Najprej moraš poslušati, da lahko govoriš. Ne moraš nam govoriti. Ne? Ta dva procesa šravana in kirtana sta ekstremno pomembna. In pri govorjenju
je še ena posebna vrsta kirtana, pomembna, ki se imenuje nama kirtan. To je slavljenje name. Ne nama, tam, ki je tam na slovenski, ne tista nama, ampak nama, Harinama. Harinama. Imena gospoda Harija. Vemo, najbolj močnejše, daleč najmočnejše, ime, daleč močnejše. 3-krat močnejše kot ime Rama je ime Krišna. In eno ime Rame je 1000-krat močnejše kot ime gospoda Višnu. Krišna, kot da bi rekli 3000-krat Višnu. In vse ostala sekundarna imena gospoda, ko so stvarnik, oče, vzdrževalc, Višnu pomeni mimogrede vzdrževalc, tisti, ki vzdržuje. A nama pa je pomen ime. Tako, nama ime, ne ime, nama. Harinama, Harinama Sankirtana pomeni ja, petje gospodov imen. To so vse mantre, učinkoviti zato, ko vsebujejo imena. Mantra kot mehanizem funkcionira, ker so imena Boga. Če si jaz mislim eno voda, Coca-Cola, COVID, sem pa tja, neki, ne, kar bi lahko v sanskritu super zvenelo. Ne bo imelo dobenega efekta, ker ne vsebuje. Ker je ena od karakteristik, to, ko bomo govorili, zakaj je Bog, je ena spremna tema. Zakaj enega definiraš, kot da je Bog, da je faca, da ima naziv Bog? To ima zadnji zelo resno debato. Kaj mora imeti ta oseba, da si lahko ta naziv prisluži? Nekaj brez veze. Dolga lista. Dolga lista. In ena je, nama abitvam pomeni, da se njegova imena ne razlikuje od osebnosti, od tiste osebe, ki predstavlja. Abinatvam pomeni, se ne razlikuje od imena. Imetnik imena pa ime se ne razlikujeta. Ima sta isto moč. Zato Maha Mantra, najbolj intimnih imen, ima fascinantno moč. Ok, se pravi, uspavane kot mali dojenček, mi ga prebujamo, to amnezijo prebujamo z procesom sadane, ki se začne s poslušanjem in pevanjem svetih imen. Ok, prosim naprej, Marjetka. Sadano moramo izvajati dosledno in resno, ne le tu in tam, temveč prav vsak dan. Tako bomo dobili duhovno moč, da se bomo lahko uprli skušnjavam Maje. Brez takšne posvečenosti sadani je skoraj nemogoče čvrsto napredovati v zavesti Krišne. Če tudi do Krišne nekaj čutimo, se brez sadane naše vdano služenje ne bo dvignilo s površinske ravni. Ok, sam dodatek, zakaj je pomembno vsak dan, pa dosledno, da tole pojasnimo. Gremo nazaj na primer, koliko debel sloj prekrivala nas prekriva. Ko smo rekli, 50 kilometrov. Se pravi, za 50 kilometrov nekaj treba, malo je treba, kako te več, v roke pruneti. Se pravi, da mi 50 kilometrov lahko, se pravi, odstranimo, je v bistvu tehnično nemogoče, ampak proces sadane je tako močan, da lahko to v enem življenju spucamo. Pazite. In tisto, kar zmanjka, bo Krišna, če bomo mi se trudili. Bo lahko odstranimo. Zdaj, ampak to pucanje z poslušanjem, pa govorjenjem, pa petjo, mora biti malo resno, če želimo to misko pa stran. Če mi je malo, dan se mi ne lobi, se vem, da je močen proces, ampak malo se zaspan, ne boš do nas, ne, potem... Moramo prilagoditi na okoliščine. Proces je ekstremno močan, ampak ga moramo napreči. Ker drugače to odstranjevanje traja na milijone življenj, 50 km, pa smo zelo pridni lahko.
V tej dobi lahko v enem življenju, mi zdaj ciljamo ta jackpot v enem življenju. To je naš sadja, naš cilj je v enem življenju priti do tega, ne? Pa smo nekvalificirani, pa lahko pridemo. Nekvalificirano že biti, lahko pride do cilja. Ampak to je tisto, to je zdaj, vsaka črka ima te beseda, ima ful pomen. Dosledno in resno, ne le tu in tam, ampak vsak dan. Pa to ni zdaj 24 ur na dan, pa ne vem kaj, ampak tisto, ko je, tisto je ekstremno, zelo malo je, ampak je ekstremno pomembno. Ampak ekstremno pomembno za ta rezultat. Konsistenca, ne? A pod to se šteje že recimo mantranje? Ja. Tudi to bomo zdaj definirali, kaj to je. Kaj je zdaj tista, kaj je to je, kaj je ta sadana zdaj je, da vidimo, ali lahko v roke prijemamo ali ne. Ali lahko mi to naprežemo, jaz? Ne, postopoma, pa pač, da ne damo vsega naenkrat, ampak da začnemo recimo izvajati 16 krogov na dan in to konstantno počnemo in pa začneš... Ja, to so zdaj pa zdaj, kako bomo do tega prišli. Ok, naprej, Marjetka, hvala. Ja. Šrila Prabhupada je v svojih templjih vzpostavil vsakodnevni jutranji in večerni program sadane. Jutranji program se začne z vstajanjem najkasneje ob 4 zjutraj. Resni bakti vstajajo zgodaj, kajti zgodnje jutranje ure pred svitom so najprimernejše za duhovne aktivnosti. Ok, samo komentar. Ok, se pravi, Šrila Prabhupada kot predstavnik Čitanje Mahaprabhuja, ki je prinesel jackpot, je zdaj zdefiniral proces, paste, za koga? Za avšus robo. Mi, za nas, ne za jogije, za nas, zahodnjake, ki smo leni, ki imamo navade čudne, ki so nam nač na lobi, nač. Ne za jogije, ki so Himalaje, so 40 dni na postu. Ne za njih. Za nas je spostavil model duhovne prakse, ki ga lahko tudi mi, avšus roba, lahko ga celo izvajamo. Ni nujno da, ampak Zaželjeno. Lahko pa. možno je, ni nemogoče ne. In je za on postavil model in je zato spostavil templje, centre, da te model, kaj je on prinesel, kaj je tista sadana za ta cilj. Je dal model, ideal, tole, tle se naj to dela, da se vidi, kaj je potrebno. In kako je tada to sestavljeno, ne? In to pol mikromodel se pol prenese na vsak dom. Proporcionalno, koliko so možnosti. Za določeno življenjsko obdobje. Idealno je, da vsaj v zadnji fazi, da absolutno lahko ta model zapopademo. Mi gremo o cilju, ki je, vemo, ne izgubiti cilj. Če to naš cilj, je to pot. Če naš cilj ni tam, tem je tudi kaj druga pot. Ni problema. Ampak mi govorimo zdaj o jackpotu, pa najvišji destinaciji, kar se lahko predstavljamo, ne mi, ampak karkoli, da živo biti to možno. Alenka, če mi dobimo blagoslov, da lahko pač recimo zjutrajni program izvajamo doma v tem, ko nimamo možnosti priti pač v tempel, je to isto dobrobit? Ja, to se smo dali sem kaj prav pa postavil. Zdaj pa idemo mi na nas, kje smo zdaj mi. Koliko ljudi živi v templu? Malo. A zdaj moramo vsi templi preživeti? Ja. Ja. Fajn je, da malo. To piče, bomo še pojasnili, kaj to pomeni ja. Ga bomo zdefinirali. Ok, idemo naprej. Ko bakte vstanejo, se okopajo, oblečejo sveža oblačila, gredo v tempelj, se udeležijo mangala aratija in tulasi aratija, z džapa malo, rožnim vencem mantrajo Hare Krishna, držijo priprava božanstev, guru puđe, ter poslušajo predavanja iz Šrimad Bhagavatama. Jutranji program traja skupaj kakšne 4 ure ali 4 ure in pol. Ok, treba da malo to pojasniti. Se pravi, to je zdaj v enem stavku kompletna jutranja rutina zdefinirana. Celo tako, tle govori, se vstanejo, se okopajo, oblečejo sveža oblačila. To v vedski kulturi ne rabijo sploh pisati.
da se mora kdo skopati zjutraj. To ni, v vedski kulturi to ni sploh tematika, ker to je za ljudi normalno v vedski kulturi, ne? A ni dovolj ob nedelju? Ja, tada to je tole tudi zraven pomeni, ne? Da se vsak dan stočiramo, ne? To je že tole za zahodni svet bilo, ne, za one hipije, ko je Prabhupada prinesel, pa za večinoma folka je vsak dan kopaj, ne? To ne, se ne more zamisliti, ne? Mač. Ja, ne? Sveže oblačila, ne, da se okrasimo, da telo okrasimo z tilako, ne, z sveto glino iz reke Ganges, ne. To so zdaj že pol detalji, ne, ki so recimo za jogijsko prakso temelj. To je tole, ko je tle, je toliko poenostavljeno bakte. Ko bi vi videli, kakšna so pravila v Vedah za biti čist, ojejo, ne? Mi mislimo, da smo čisti, ne? Se malo našpricamo, pa malo, to so. Tisto, kaj smo dobili, je toliko simpel, pa še to ni enostavno. Ne, še ni enostavno. Se pravi, Mangalarati in Tusiyarati, to je ena ekstremna, kako bi rekel, program, ki ga je Guru Parampara nam zastavil, ki ima ekstremen pomen. Se pravi, Mangalarati pomeni ugoden. Če lahko jutro začnemo dan, to je ponavadi v Brahmi Muhurti. Brahmi Muhurta pomeni 48 minut pred sončnim vzhodom. Takrat je v dnevu najbolj ugodna situacija za neko duhovno prakso. In v tem času je dal Prabhupada oziroma Guru Parampara molitve, ki nas priklopijo na stranski kanal, bom rekel. Stranski kanal pomeni tam, ko je najlažje priti do cilja. Se pravi, in to je, Mangalarati je posvečen čaščenju duhovnega učitelja. Tisti, ko nam je pripeljal, čist do nas prišel, ne? Kako mi ozaveščamo, da je ta duhovni učitelj, oziroma ta kanal, da smo zavestni, da je, pa da smo hvaležni. Eno razpoloženje, ki 100% nas bo dvigovalo, eno razpoloženje, če ga lahko ohranimo, če ga lahko kultiviramo, to razpoloženje je razpoloženje hvaležnosti. In imamo razlog, zakaj bi bili hvaležni. Imamo lahko razlog, ne? Če smo zdaj probali zdefinirati, kaj smo dobili, ne? In nekvalificirani, mi nekaj dobimo, kar se ne zaslužimo. Malo hvaležnosti, če se spomnimo, da bi muči bilo dobro biti hvaležni, to smo zadeli. Pa ne sem prvi dan, prvi 14 dni, ampak vsak dan, ko se zbudimo, kakšen jaz lahko ta želva. Cel dan najboljš. Vsaj da se enega spomnimo, zjutraj najboljš. Kakšen jaz lahko ta želva, ki je s to desko. Mi smo želeli se z desko. In to ni lesena deska, to je zlata deska. Če bi mogli jo vrednotiti. Se pravi, in ta jutranja rutina v idealnem modelu je 4 ure. To je tisto, kar vsi v templji po celem svetu, Prabhupadove ambasade, bi naj vzdrževali kot idealen standard. Izvoli. Hvala za predavanje. Jaz bi rada na Zoom skočila, pa ker moram iti, pa vedeti, če sem to dela, pa ne bom prekinjati. Da mi je odprej, ker sem ne vidim pisla prej. Ni to pravno. Ne, to ni nama Sankirtan, to je druga. Ima kdo link od Bhakti šole? Od tega lepa lahko ploši na Božjo skupino. Ti si bil en drug. Sem videla enega vsem. Ja. Lahko nekdo pošle, kdo ima. Hvala lepa, Hare Krishna. Hvala. Ok, da vidimo, što bi mi to. Mi nismo šli go live. Ojejo. Kaj pa zdaj?
Ok. Vem, še enega sem našla, če je to pravi. Ananta, a ostala predavanja si tudi pozabil snemati? Ne, ostale. A je podal si s tem? Ja, ok. Se opravičujemo, tole je zdaj bila šum. Šum se je pojavil. Ne na srcu, ampak ok, še enkrat bomo tole. Dobro. Si pa prej rekla na začetku, da je recording in progress. Recording je, ampak ni šel na Zoom. Ok, dobro. Že je moglo tako biti, da tole ne sme vsak slišati. Evo. Te želje so izpadle iz našega programa. To je bilo samo za vas. Prosi, da pol naložiti, če pa si nekaj. Ok, še tle se nekdo oglašal zadnje. Ok, dobro, bomo. Ok, ja, dobila? Ja. Ok, hvala. Ok, hvala. Gremo nazaj na našo, kje smo ostali? Na našem sharingu smo nekaj ostali. Vprašam, a se potem spreminja glede na sonce, telearet, mangalaret? Dobro vprašanje je tole. A ja, tole moramo še mutati takole. Ok, dobro. Ok, se pravi, ja, to je načeloma tako. Zdaj, če bi mi to fiksirali na Brahmo Muhurto, bi se to vsak dan spremenjalo, pa vsake mesto drugače. Tako da, to je bilo malo prevelik management za nas, tako da je zdaj to načelno, se pravi, ure so fiksirane v templih ponavadi od 4 do pol 5 do 5, od 4 do 5 nekje po celem svetu. Nekako to je zdefinirano. V Afriki je vedno malo pa. Ja, malo drugače, pa mučeno bolj na severu, ko imajo polarni dan, je to malo drugače. Malo skozi to isto. Ne? Ok, gremo naprej, se pravi, do jutranje lekcije. Ne? Tisti, ko ste bili, en del Bhakti šole bo tudi, tole bodo lahko tole živo videli. Ne? Tako da nekateri že poznate, večino vas že poznate, nekateri boste pa spoznali v praktičnih delavnicah v okviru Bhakti šole, ko bomo imeli kmalu, da boste videli. To pa to je idealen model. Ok, gremo naprej. Izvolite, Marjetka. Večerni program je sestavljen iz aratija in predavanja iz Bhagavad Gite ter traja kakšno 1,5 ure. Šrila Prabhupada je torej želel, da se njegovi učenci s sledenjem sadhane vsak dan zberajo skupaj za kakšnih 6 ur. Ok, se pravi, 6 ur bi se mogli družiti, pa slaviti, 5 pa poslušati. To je idealni model, a ne? Ostalih 18 ur pa je lahko drugače. Zdaj ena stvar, ki je mogoče, če tle niste razumeli besedo arati, verjetno ne poznate vsi. Arati to je se pravi procedura ali pa funkcija ali pa slavljenja oziroma čaščenje božanstev. Če smo priča ali pa prisostvujemo čaščenju božanstev, je to neverjetna dobrobit duhovna. Da lahko samo gledamo, ko se časti Krišno. Kaj še reči, če ga častimo, ampak če smo lahko priča, da lahko samo smo zraven, gledamo, je to na jogijskem nivoju takšna doza čistilna, s katero se ti tale kilometri grejo dol, ne? Torej, 100 metrov dol za samo z gledanjem. Božanstvo. Ok, to je zdaj idealen primer, se pravi, zjutraj 4 ure, pa zvečer 1,5 ure. In to je recimo osnovno job description za bhakti, ki v templu živijo. Da te stvari poskušajo vzdrževati. Osnovno naloga, da poskušamo to vzdrževati. Pa že to ni lahko, ne? Že to je uvideli. Ok, naprej. Ok, zdaj pa za bhakti, ki ne živijo v templu. Ok, da vidimo zdaj formulo za mir. Ok, naprej. Ja. Bhakti, ki živijo doma ali so kako drugače zelo zaposleni, utegnejo misliti, da ni praktično toliko časa porabiti za sadhano. V naglici in gonji sodobnega življenja izgleda, da ima le peščica ljudi čas za karkoli drugega kot službo in skrb za družino.
Toda življenje brez višjega namena ni boljše od življenja živali. V pravem človeškem življenju so duhovne aktivnosti na samem vrhu prioritet, aktivnosti, ki se tičejo vzdrževanja telesa, pa so drugotnega pomena. Tisti, ki so razumeli pomembnost zavesti Krišne, ki vedo, da je brez vdanega služenja življenje brez smisla, si bodo naravno želeli urediti življenje tako, da bodo našli čas za sadano. Še eden? Ja. Še naprej, ja. To lahko pomeni preurediti svoje življenje. Lahko pomeni delati manj časa, znižati prihodek, da lahko več časa posvetimo služenju duhovnih dobrobiti. V družinah, kjer delata zunaj doma tako mož kot žena, je vredno premisliti, ali naj žena raje opusti službo in ostane doma, ter prevzame organizacijo družinskih zadev. Ok, moramo hitro ustaviti, da nam žal. Se pravi, tle imamo zdaj pa oštre. Pri grehasti je fajn, da zvečer imajo skupaj nobreta, ne cela družina vsaj. Ja, ok, zdaj smo, ja, hvala. Zdaj smo pa prišli v realnost life. Se pravi, večinoma bab živi doma. To ne pomeni, da zdaj bojo vsi živeli in da sam peščica ljudi je zdaj zrela ali pa ima pogoje za ta cilj, tek poda, ne? Ne, ni čisto, tako da tile izjave težke ima rabijo razlage. Se pravi, kaj to pomeni? Nekdo, ki ima, to je za večinoma bakt, ki živijo, se pravi, doma in imajo službe, obveznosti in položnosti tako naprej, je treba narediti nek kompromis, definitivno, ne? In ta kompromis, jasno, je malo vezan na življenjsko obdobje, se pravi, ko so otroci mali, ko so to krediti, pa vemo, kaj ne? Takrat, jasno, je, vemo, tempo pa odgovornosti so zelo na tesno, zelo na tesno, lepo rečeno, ne? In zdaj, kako se tega loti, kako zdaj to speljati? In poanta je ta, da poskušamo, koliko maksimalno lahko mi skreiramo atmosfero doma. To je en segment. Drug segment pa je, kako izkoristiti vsako šanso, da smo pa kljub temu lahko prisotni v takšnih programih. To je pa drug segment. Se pravi, koliko lahko, običajno bakte enkrat na teden, ali pa enkrat na 14 dni, ali pa enkrat na mesec, probajo priti v okolje, kjer je to omogočeno. To je en segment, drug segment pa je pa doma ustvariti neko, se pravi, analogno atmosfero, ki smo rekli, sestavljajo poslušanje o Krišni in petje Gospodovih svetih imen. Na ta način, ali pa v lokalnem okolju, ne? Če je tempelj, ne vem, na uro stran, ali pa 10 ur stran, ni problem, ne? Zato bakti probajo narediti kopijo ali pa približek tega, ne? Koliko se le da, ne? Doma imajo božanstva, se doma deluje, doma delajo aratije, doma si kreirajo duhovni program, ki moče lahko bolj simpel, ne? Mogoče ni ob 4 zjutraj, mogoče ob 4:30, mogoče ob 6. Ampak kot principa radi, da lahko, se pravi, da mi lahko prihajamo do cilja, nekaj mora biti. Ni takšen ideal, model, ki je to, ampak nič hudega. Ker če bomo lahko to vzdrževali tudi v najbolj, kako bi rekel, tempiranem delu življenja, ne, bo potem, ko pride življenjska faza, se pravi, otroci odrastejo, krediti so odplačeni, položnice večinoma so na ne, da lahko mi naredimo upgrade. Ne, da lahko mi, ok, zdaj smo tole smo vzdrževali, če ne bo nič, bomo mi težko ga spet iz nule štartali v idealni scenarij. Ne? In ko dva naprasti, se pravi, ko otroci odrastejo, odgovornosti so prenesene na naslednjo generacijo, potem je naravno, ne, če imamo čas sploh, ne, ker čas niti tega ni na voljo. Življenje ni običajno, da živimo 100 let, ne.
Ali pa niti ni 70 let, ene je že 50 let, a ne? Moj brat je bil star 49 let, pa skoraj pa, ne? Pa ni da, ne? Pa da to, je treba zraven tudi imeti to računico, ne? Da to življenje kaljuga ne pride nek virus, da ta pa, karkoli že, pam, ne? Ljudje kot sami narobe mislimo, da imamo čas. Ja, zato je ta nujnost pa priložnost, to je treba malo bolj videti, ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da izkoriščimo vsako šanso, ki se nam bo nudi. Če malo cajta, ne, ali se bom jaz tole, ta kalkulacija je lahko, se hitro zakalkuliramo. Make sense? Da poskušamo vsako šanso, ki je na voljo, da kot je zadnja. Evo, to je moja zadnja šansa. S takšnim pristopom, Krišna v srcu je pa priča. On pa nas gleda od znotraj. Ali mi kalkuliramo, ali smo dejansko res ne more. Krišna ni ono, niti ratalo, evo ga še enkrat, sem ga dobil. Ne, ni poanta, Krišna, Čitanja Mahaprabhu Guru Parampara je za vsak trud neskončno hvaležen. Živimo biti v neskončno hvaležni. Ne ono, ja, ne, šteje, pa šteje negativno. Ne, vsako trud, ko vemo, mi nismo kvalificirani. Pa zapomni si vse, kar naredimo. Vse, in če imamo že še hvaležni, če to zdaj še obdano s hvaležnost, ta trud, ne, v takšnem stanju, v takšnem mentalni naravnanosti, tisto, kar nam bo svalilo, bo Krišna dodal. Če bo takšna naravnanost. Ne? Mi damo vse od sebe, tisto ne morem stati, ne morem zmanjati, ne morem niti to imeti, a pa dal sem vse od sebe. Pa proba čim manj sebično pristopiti, ko izvajamo. Tako, ne? In pol jasno, z duhovnim vodstvom, ki nam še non-stop daje na razpolago, ne? Kaj je, nekaj zdaj ene stvari potem odpade, morajo odpaditi. Če omenjamo vse te ene stvari odpadejo, ker stvari odpadejo, kdo to definira? Mi ne moramo reči, mi je to razkenst, ne. Vedno probamo razumeti, kaj je Krišna odobril. In kaj Krišna odobril, pride po nasledstvu. Ker moče mi ne paše to, kar tole res preskočil. Ne, mi ne moramo oceniti. Oziroma se ocenimo ponovadi iz lažnega ega, oziroma iz nevednosti. Ne? Da lahko ene stvari prilagodimo življenju, je ful ugodno dobiti blagoslove. Za naše situacije imamo 3 otroci, položnice, krediti, biznis, a ne? Kako zdaj to eno stvar lahko jaz skrajšam ali pa ven vržem iz enačbe? Ne moramo sami. Lahko, ampak ne vemo, če to zadovolji Krišno. Naš poanta je, pa hočemo zadovoljiti Krišno. Blagoslov. Ne, blagoslov iščemo. Bakte, jaz imam tole imam situacijo, kaj narediti? Ne vem, tole mi je težko, ne morem vstajati, pozno ne spati, ne morem vstati 4, komaj do 6, sem čisto ubit, a ne? Se to zgodi? Se zgodi, da, a ne? Biznismene, ne? Se zgodi včasih, ne? Pa ne moreš tam, pa ne moreš skuhati, pa tam, pa nekaj skočiš v trgovino, ne moreš, ne? To je tvoj ena iz takšnih realnih situacij, ki jih ne moreš. Kako zdaj? Poštukati. Ja, kako zdaj to poštukati, ne? Da bo to. Se pravi, poanta je razpoloženje. Ja? Koliko lahko, da to poskušamo in tisto, kar ne moremo, poskušamo tudi, Krišna ne morem. Ne? Fusno hvaležno, pa ne morem tega, nisem sposoben, ne? In Krišna bo to updatiral. Ne? To je ful pomembna povezava s parampara. Ne, jaz lahko berem, pa ono, ja, že bo okej, ne? Se ne bi problem, mantramo, ne? Ampak poanta je, da mi dobivamo blagoslove. Kaj delamo, ne delamo, ne? To je poanta. Mi hočemo zadovoljiti Krišno. Ne samo, da delamo, ampak zadovoljiti Krišno je naša poanta. Ne? To je takšna, kaj bi rekel, droben tisk v našem jackpotu. Zahteve niso velike, ampak so pa neke nijanse, ki so pomembne. Kaj še kar naenkrat, ne? Iz take velike, kaj bi rekel, zgodbe, nekaj naenkrat postane neka rutina, pa neki, pa suho, dobenih izkušnja ni duhovna, ne? Ker če je pravilna duhovna praksa, pa blagoslovljena, to je vsak dan duhovna izkušnja. Vsak dan stik s Krišno.
Z mantranjem, z branjem, z druženjem je vsak dan duhovna izkušnja. Ni ono, kak je bilo fajn na začetku, pred 6 leti, ko sem bil prvič njem dan. To se Maja proba, na poti narediti, da nas malo zavede. Ima to kaj smisla? In tle preurediti življenje, nekako to prilagoditi, ne, na ta cilj, ki je bajn, ne, ta cilj je ono fenomenalno bajn, ne, ti ne vemo kako bajn. Ok, naprej, Marjetka. Hvala. Če tudi se v življenju ne bomo lotili takšnih velikih sprememb, lahko še vedno bolje izkoristimo čas, ki nam je na razpolago. Veliko ljudi zapravlja čas za nekoristne, lahkomiselne dejavnosti, kot sta klepetanje in gledanje televizije. Bolje bi bilo ta čas prihraniti za sadano v zavesti Krišne. Ok, bom tle še dodal, ok, tle ne muči toliko televizija, ampak imamo še hujša stvar, ne? Če bi mi merili, koliko mi cajta zapravimo na te zadevah, pa na onih umestnih cajtih, to gre ure in ure in ure. Če bi gledal, kaj koristili kako. Ne? Če se lahko, zato je ful pomembna družba Bakt, ki ima isto potrebo in cilje in vrednote. Da se spodbujamo, ker te kar materialna energija takoj za svojo ponudbo nas takoj nam trati čas. Ful. Nam se zdaj 6 ur tam neke sadane, ampak Maja nam na 10 ur vzame. Z onimi, ne? Do klica, pa to, pa tale zanimivo, kaj neki, ne? Pa tja, pa tako, ne, umestni čas, da mi imamo, če lahko naravnamo nek opomnik ali pa neki sistem, ki nam bi pomagal biti zavesten, meni je zavesten tega trenutka. Se imam čas, bom nekaj prebral, maha mantra, neki, ali pa služba za Krišno, ne? Se bomo organizirali. V naši vasi se enkrat na teden dobimo pri Amandi, tako, ob 6. bomo skupaj prebrali en vers Bhagavad Gite, pol ure bomo bačanirali in na koncu malo halvice. To je norca, ne? Ne? Imam tudi v zavesti tako zakoreninjeno to, da je delo, ko nekaj fizičnega delaš, ne? To del, ne, neki mantrov, to kaj, tako, dosti ljudi si misli, kaj ti tam poješ, kaj delaš. Ja, večkrat, ko pravimo ljudem predstaviti zavest Krišne, eno zelo pogostih odzivov je, pejte delati, delati rajš. Te bo nami proval, 16 rund vsake dan manjka, pa bo videli, da se stavlja 4. Ja, zato je potrebno, ne, in to je, ker to so vrednote sodobne družbe, ker slonijo na drugih življenjskih nazorih, ne. Življenjski nazori, ki se mi tukaj pogovarjamo, sključno z ciljem, ki je en esencialni element življenjske filozofije, je, kaj je cilj? Ne? Recimo ljudje, ki pristopijo v zavest Krišne, znajo pristopiti z različnimi namenami. Niso vsi tako čiste, nimajo vsi čistih namer in čistega cilja, kjer mu pa še mi tukaj debatiramo. Sigurno, zdaj znotraj, zato smo zadnjič, ko smo bili o družbi Bakt, smo govorili, da iskati bakte, ki imajo, ne, imamo več nivoja Bakt in tisti, ki dejansko imajo isti cilj in skladno s ciljem delujejo, ne. Da lahko, da nas inspirirajo, ne, da tiste naše lupne umestne, ne, ki nam cajt uide, ne. Mi rabimo tam ne tam nekaj zafila z nekimi bedarijami, pa ne vem kaj, ne. Da tisti čas, ko res, glej, Krišna, ne, tole sem prebral, včeraj sem prebral v 9. poglavju Bhagavad Gite, da Krišna pravi, da tu če mu ponudiš vodo, pa list, kakšen list moram ponuditi? To naj bo debata naša. Kot se namišljeno podariš, Ja. Ne? To. In to naj bo naša, ko pridemo z Markom skupaj. Kaj si bral? V 4. spevu Bhagavatam sem prebral, da je Dhruva bil 5 let star in je na eni nogi 6 mesecev stal, da bi zadovoljil Krišno. Kako je to možno? To so diskusije, Ja, pa da se možnost napredovanja, recimo, če nekdo nekaj ne razume, da se lahko dopolnjuje. Ja, tako, ne, da šeramo, ne. Okay. Super.
Še do konca do tega poglavja, podpoglavja, izvoli. Ta knjiga bralca uči, kako negovati sadhano. Poglavje z naslovom Dnevni duhovni program podaja okviren program intenzivne sadhane. Bralce pozivamo, naj te dejavnosti, kolikor je le mogoče, vnesejo v vsakodnevno življenje in tako hitro dosežejo končni cilj. Čisto ljubezen do Krišne, to smo že rekli danes, ne? Tale beseda intenzivne sadhane je mogoče kar primernja za nas, ko nismo navajeni, ne? Se pravi, to je na strani tista, se pravi, duhovni, koliko je? 24. To je 24, pa tale duhovni program, ki je urnik, je pa, evo, na strani 42. Dnevni duhovni program, kot je, recimo, v centrih, ki jih je Prabhupada postavil, se pravi, kot proces, model garantiran, da pridemo do unovčenja jackpota. To je ena takšna. Se pravi, če smo uspeli na nek mal način predstaviti, se pravi, pomembnost sadhane, kaj to je, zakaj to je, kako izgleda približno, smo naše misli uspešni. Prabhupada je bil zelo zanimiv, če ste mislili to Bhagavad Gita. Prabhupada, vemo, je prepotoval svet 14-krat, napisal 70 knjig, prevejal, neverjetno ponomočeno, se pravi, predstavnik Krišne. In je dal izjavo mislim, da Bhagavad Gita, ne. Če od vsega tega truda, če postane čisti bhakta, če tale jackpot v noči, je moja misija uspešna. To je Krišna povedal, če pride iz tega zapora ven, Vsi mi imamo dobrobit. Če enemu od vas uspe, nas uspe. Vsi gremo, ker se bo on nas spomnil, porekel, mi smo to na Bhakti šoli delali in dajte še naše šolce zraven. Tudi 7 generacij naprej pa nazaj, da imajo osvobodili svoje družine. Evo, to so pa zdaj dodatne informacije iz Bhagavatama. Pravi nekdo, če tole malo pokomentiramo, se pravi, če nekdo uspe priti v duhovni svet in je, se pravi, malo drugače rečeno, se pravi, nekdo, če je začetnik, kaništa, dikari, postane bhakta, če postane bhakta začetnik, 7 generacij naprej nazaj imajo dobrobit, da pridejo z njim. Če nekdo na 7 nivoju 21 generacij, če pa nekdo čisti bhakta, pa 100 generacij. To je malo zdaj, malo je bilo to trgovine, malo je bil trgovska izjava, ampak poanta je ta, da je to toliko drago v Krišni, da vse, kar je povezano s to bhakto, je vse drago. To je tudi pomen duhovnega učitelja. Duhovni učitelj je toliko drag Krišni. Če mi nekaj zadovoljimo, vsi imajo dobrobit. Mi imamo dobrobit, vsi imajo dobrobit. Love me, love my dog. Je ena takšna izjava. Malo hollywoodska, Se pravi, nujno sadhana. Se pravi, že malo sem ponovim, v našem primeru poskušamo doma ustvariti vsaj nek del segment tega ideala. Priporočam se malo zgodaj bolj vstati, ker takrat bomo imeli mir, ostali bojo spali, sami bomo, doben nas ne bo gnjavo. Srednjeva pol že, kaj delaš, kaj si to greš, skozi te bo nekdo kritiziral. Zjutraj si pa sam. Ker doben se ne bo ostajal po 4, po 5. S nekim namenom, razen če ne na smučanje nekam. Ne bojo ostajali, Tako da takrat je najbolj mirno od ostalih, pa najbolj mirno tudi za sposobitev stika slišno. Potem neko mantra, neko branje. Bom dal osnovne smernice, to sem pozabil, osnovno od nas povedali. Evo, tle. Kako bi naj na začetku poti probali dvigniti standard. Vstani vsaj pol ure
prej kot si do zdaj. Če zdaj ob 7, a pa 8, pol 8. Če si ob 6, ob pol 6. No, če si ob 4, pol 4, lahko. Ne? Pol ure dvigni standard. Iz 8 na pol 8. Iz 7 na pol 7. Iz 6 na pol 6. 4, ne bo ob 4. Ne? To je ena. Druga je, ok, če se da vsak dan stuširati, Vsaj dvakrat. vsaj enkrat na dan. Puđari, te, ko delajo na oltarju, se morajo 3-krat tuširati na dan. Se so odpijati. Se pravi, pol ure prej, pa vsak dan, če se lahko stuširamo, je super. Potem, naslednja, se pravi, to je urnik jutranji, mantra vsaj 15 do pol ure, 15 minut do pol ure. A dopolni. Ne? Pol ure prej stanemo, stuširamo, 15 minut, a pa pol ure mantra Hare Krishna. Ali je neka taka, da se nam šteje kot večja dobrobit, če začnemo recimo pred jutranjim programom, smatramo kroge, se nam šteje kot, ne vem, koliko Super se večja šteje. dobrobit. Super se šteje. In super je. Pa pol od 7 se šteje drugače nas spet dobrobit. In dopoldne, ne da jih lahko, ne moramo jih deliti, ne moramo jih kompenzirati, ampak se nam šteje kot tih smo kot zelo večja dobrobit, kot da bi od mantra veliko več krogov. Ne moramo jih šteti zraven, ampak ne. Ja, to je ena kalkulacija. Če ne pa, da dobrobit, ki je živo bitje, dobi ko mantra, oziroma izgovarja ime Gospoda, ne more zmeriti z materialno. Zakaj ne? Ne more zmeriti zato, ker te reši zapora ven, ker ni več, in pol ni več tega kalkulacije. Mi, če pidemo nazaj, duhovni svet, tam ni več kalkulacije, ker je vse popolno. Mantranje je sam pogovor s Krišnom. Ja? Se pravi, vstati, pol ure prej, se stuširati, pa 15, a pa pol ure mantrati, in potem naslednjo je 15 minut branje Bhagavad Gite, ali pa karkoli beremo. Karkoli mislim, se pravi, ali Bhagavatam, ali Veda o samospoznavanju, Šupanishat. Aj en vers. 15 minut, ali pa en vers, karkoli. Da imamo neko to dnevno model. To, če je zelo minimizirati, da imamo to not. Mantra ni pa branje. To so seme dveh najmočnejših zdravil za našo amnezijo. To, če je ono, nimam cajta, ga bom vzel telefon iz žepa, evo, Bhagavad Gita, imam aplikacijo, en vers. Ali pa nam da greš počivati, pospati, pa delati. Ne? Ker to vmesno pa lahko, tisti vers pa lahko verjema, ne na glas. Ne? Kako se utrešena duša, ne, giblje od mladeniča do starejšega, tako živo bitje preide iz tega telesa v svetlo. 2.13 versa, ne? Naprimer, ne? To in 5. korak, se pravi, pol ure prej vstati, se stuširati, džapa, se pravi, petje Hare Krishna, 15 minut ali pa pol urce, en vers, ali pa 15 minut Bhagavad Gita, ali kakoli beremo, in potem prasadam, karkoli že, na zajtrk imamo, prasadam in povemo na delo. To je dolgo vse skup. Norca. Ravno tisto, kar bomo prej vstali. Lahko, ne? Moče, če smo malo dlje se tuširamo, malo več, ne? To je taka mini verzija, žepna verzija, za kjerkoli smo. Ali v šoli, ali penziji, ali na vlaku, ali neki, ja? Kjerkoli naša življenjska situacija nas potegne, to je lahko ena takšna verzija, ne? In pol jasno proporcionalno, koliko imamo šanso. Če imate vi zdaj doma cela družina zavestna Krišne, ne? Da lahko se vstane normalno, brez da bi kdo vam gundral, ne? Ne, da lahko ne vem, žena pripravi, ne vem, zajtrk, vi mantrate, otroci, ne, to so potem pač glede na okoliščine, ki jih imamo v življenju, ne. Eni imajo malo boljše okoliščine,
enem malo težje, ne? Ampak v vseh okoliščinah smo lahko zavestni Krišne. In Krišna gleda ta trud, ta hvaležnost, ta naša željnost za tem. Krišna se postavil v te okoliščine z razlogom. Ja, Krišna nam je dobril. Ok, to smo zdaj neki rekli, neki smo govorili, ko smo odrekli, ne vemo odrekli, tako da če je še kakšno vprašanje, kakšna misel. Tle še je sigurno ogromno stvari za povedati glede pač situacij, ki jih imamo v lifeu, ne? Ki so, sigurno ima vsak svojo unikatno situacijo, to ni dvoma, ne? Ki je vsaka vredna debate, pa kako jo zmodelirati, kako jo skalibrirati, kako jo optimirati, bom rekel, ne? Glede na našo situacijo, ne? Da da maksimalni duhovni splen, ki nas pela, ne? Kaj to pomeni? Če mi imamo situacijo takšno, kakršnokoli, pa se pravimo z blagoslovi nekako urediti, potem nas bo skozi pot vodila samo gor, ne bo šlo dol, ne? Ker če nekaj napačnega korak naredimo, nas takoj, ne, nas vrže stira, pa pozabimo, pa ono, pa smo že pa nas ni 10 let, ne? To se zgodi, ne? Sadhana je zato zelo pomembna, da ne pademo. Tako, da nam spa neka ta dnevna rutina sadhana, ko smo jo omenjali, da nas vzdržuje našo duhovno kondicijo in da nas skozi vzdržuje ta cilj. Da ne pozabimo, da nas amnezija ne prekrije. Še bolj. Mi smo skozi amnezija, ampak s tem mi imamo skozi se ta amnezija zdravi. Ne gre še bolj, ne? Bolj bo. Dobro, potem tudi recimo, ko smo navajeni poslušati radio, ko imamo tam napravce, ko nas motijo, izkoristimo te aplikacije, audio, pa poslušamo, pa tudi če ne zavestno, ne samo da je to. Tako, se pravi, to ne pomeni, da mi ne uporabljamo tehnologij, mi se uporabimo v službi Krišne. Pravimo stvari spiritualizirati, ne? Tehnologijo, vse, naš dom, sredstva, tehnologijo, vse poslušamo uporabiti v dosegu tega cilja, se pravi, ne? Bomo govorili še o ene temi, se pravi, ki se imenuje seva, služenje, kako spiritualizirati aktivnosti. Kdaj postane ena aktivnost spiritualna, antimaterialna? To bo tudi ena posebna. Poleg teh primarnih imamo tudi, ko mi delamo, ne vem, ko smo mi angažirani čez dan, mi smo zdaj samo pisali zjutraj pa zvečer, vmes, kaj pa vmes, ne smo nič govorili o tem. To je pa seva, služenje, so aktivnosti, ki jih mi spiritualiziramo, ki podpirajo naš cilj, ki podpirajo ta dva segmenta. Prav pa je to imenoval sandwich program. Zjutraj spiritualno, zvečer, vmes pa aktivnosti. Te aktivnosti, sploh za vas, ko ste v službi, ne? Kak imeti pravilno zavest, da nas ta služba, pa biznis, pa karkoli, pa za pokrivanje položnic ne zaduši. Pa še ena stvar pomembna, to je zadnji stavek, ki ga moramo danes povedati, je, da ne pademo v film, da to so zdaj materialne stvari, to so pa zdaj duhovne stvari. Ta je ponovadi, dostakrat se vnjavamo to bomo zdaj ne materialne stvari delati imajo, ne. Bhakta, ki je posvetil življenje temu cilju, vse duhovno. Tudi če ne v službo, v lekarno. Kako to zdaj razumeti? Kakšna mentaliteta je to potrebna, da vidimo, ne? Ker pa, če rečeš, potem imaš, jaz moram iti pa v službo, ker bomo ono, ne, 8 ur, s temi karmi, s temi, ko ne vejo za Krišno, to je lahko takšna izkušnja, ali pa, Krišna me je poslal, na polje Kurukšetre, ne, Krišna, daj mi moč, da me jaz lahko tam tvoj predstavnik, uporabi me kot inštrument, naj bom inštrument naj bom lutka v tvojih rokah, Krišna, kamorkoli, katerikoli ljudi me poslal v situaciji, naj bom inštrument v tvojih rokah, daj me usmerjaj za tvoje zadovoljstvo. Kaj se to sliši? Instantno postaneš najboljši delavec, bilo kakve službe, pa šodi, če tako razmišljaš, pa s takim razmišljanjem greš v službo. Tak se ostane zjutraj, ne? Krišna, naj bom tvoj inštrument. In to je glavno. Kaj mi največja
jogijska situacija oziroma položaj je, če pustimo se Krišni, da postanemo njegov inštrument. To meni, da ne delamo svoje. Krišna, uporabi me. V tvoji službi, v tvoji misiji, v tem zaporu. Naj bom asistent v tvoji misiji. To je zelo visok nivo. Ampak to je potem, smo pa nad 3 gunami. To pomeni, da nimaš več. Jaz, nisi več usmerjen, jaz ne bi to, jaz ne vem, ne, skozi jaz, ne. Pa v tem situaciji pa to, nismo več na prvem mestu, pa Krišna, kaj tebe zadovolji? Kako lahko tebe asistiram? Ne? Nismo več obrnjeni k sebi. Ok, dosti smo te stvari zdaj naložili, upam, da nismo zadušili preveč. Še kakšna zadnja misel na internetu, upam, da niste se preveč dolgočasni. Še kakšna misel? Upam, da nisem, kako se mu rečem, slabe vesti prebudil. Ali pa resnobo. Bolj spodbudno. Upamo, da to smer je bila. In še ena stvar, ki je povezana z branjem tudi tega, se pravi, te literature. Včasih so ene izjave, ki so nam zelo težko padejo. Ne? Jih enostavno ne moramo, a se nam zdijo nedosegljiva za naš nivo, absolutno neizvedljiva v naši praksi, ne? In da imel feeling, jaz pa nimam dobenega upanja. Dobenega upanja za mene. Kje mi je zdaj mesto, jaz sem padel, kdaj je mesto, čez koliko 100 let bo mesto lahko. Ne? Ne. Zato je, smo rekli, potrebno, se pravi, za začetno situacijo je potrebno prediskutirati z Guru Parampara. To je naša situacija. Kaj je naš maksimalni splen? Kaj lahko maksimalno, optimalno za našo duhovno življenje naredimo v situaciji, ko smo, pa nivo, ko smo. So pa jasno v knjigah ideali, ker morajo biti, in da vemo, kaj je ideali. Ne? Tudi, da ni da vedno smo vedno zadovoljni z najnižjim nivojem. Ne. In da smo zdaj, imamo samo vesno na nižjih nivojih, ampak tudi, da smo tam zadovoljni. Ne? Poskušamo vedno iti, če imamo šanso, da imamo več. Če imamo več časa, malo več posvetimo. Ne? Če lahko beveramo na mesto 15 minut, 20 minut, bravo, kaj da ne? Ne? Ali pa en krok več, ne? Kaj da ne? Če bom soboto, na sprehodu, ne? Med takšnem vremenu, bom šel džapom, šel en krok naredil, malo daljši, ne? Ni da smo. Ampak to, če imamo potem širšo sliko, potem lahko tako razmišljamo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shishi Panchatattva, Shishi Gonitai ki jai, Prabhupada ki jai, Gora Bhakta Vrinda ki jai. Se spomnite, danes smo imeli eno mantro, smo se naučili. Evo, gremo skupaj izgovoriti. Če imate kje še prejšnjič, tle na zadnji strani je bilo, ne? Vančakalpatarubhyašča kripa sindhubhayavača paditanam pavenebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Spoštljivo se priklanjam vsem Vajšnavam, gospodovim Bhaktam, ki lahko izpolnijo želje vsakogar, prav kakor drevesje želja in so polni usmiljena do padlih pogojenih duš. To so predstavniki Guru Parampara. Ne? Do nas, to so mi popadle duše, ne? Ampak so oni ful usmiljeni do nas. Nas podbojajo na vsakem koraku. Hvala lepa. Hare Krishna. Lep dan, pa veliko sreče. Konc dneva pa tudi v vsakdanjem življenju. A še kakaj tale od zadnjič zavzet? Je? Je zavzet. Ja. Hvala lepa, Bhakte. Hare Krishna na internetu, hvala za vašo družbo pa prisotnost. Hare Krishna. Gauranga, Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, hvala lepa. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Bol. Go Premanande! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare